zdaj še spet sedite, ampak bo poskusila vsem kratko narediti. Kako že rečeno, smo v starodavnem svetišču, najstarejše svetišče na Hrvaškem, z neprekinjeno tradicijo romanja. In morda vas bom šokiral, pred nekaj desetletji so želeli to svetišče zrušiti totalno. Svetopisno bi reklo, da ne bi ostal niti kamen na kamen, da bi napravili večjo svetišče, da bi lahko sprejelo še več romarjev. Ampak Bogu hvala, da do tega ni prišlo, saj na tem svetišču vsak kamen, vsak košček lesa pripoveduje svojo zgodbo. Kako se pa vse to začelo? Što je veliko preden je stala ta cerkev tukaj, je leta 1991 se je naenkrat pojavila 10. maja tukaj ena hišnica. Nisem vedel, kaj je ta hišnica, stala tukaj, kjer je zdaj ta kapila. In v tej vasi je bil en župnik, v župniji, ki je še danes, in v cerkvi, ki še danes stoji, tukaj 100 metrov naprej. In ta župnik se odločil, da bo pač ustvaril kaj je ta hišica. In sanjalo se mu je, da je to hišica, ki se prinese angeli iz Nazareta. Torej hišica, v kateri je angel Gabriel oznanil Mariji, da bo spočila in rodila sina, Božjega sina, in v kateri je Jezus odraščal. Ampak župnik je bil skeptičen, pa ni takoj verjel in je rekel, bil je namreč bolan, če bom ozdravil, bom verjel, da je to res hišica, ki je prišla iz Nazareta. In župnik res ozdravil, veliko začudenje in počasi torej je verjel, da je to res hišica, ki je prišla iz Nazareta. Začeli so se pa dogajati tukaj drugi čudeži, ljudje so se priporočali Mariji in začeli se prihajati Romarji. In med temi Romarji so bili skriti tudi ljudje, ki so bili že prej v sveti deželi v Nazaretu. In so rekli, da točno takšno hišico smo pa tam videli. In tukaj, če boste imeli še čas, stoji trdnjava, 100 metrov naprej, pri cerkvi, kjer so imeli grofje Frankopani svojo, kako bi rekli, vikendico. In videli so, da se zbira množice, kaj je zdaj to? Ja, naprej, hišica iz Nazareta. Torej, če je tukaj hišica, potem je v Nazaretu nije več. No, prav pa so poslali odpravo v Nazaret in res ugotovili so, da je tam podpina, nad katero je ostala hiša, temeljni, hišice pa ni več. In res, prišli so nazaj, rekli, temelji so, podpina je, hišice pa ni. In v tej hišici pa ni bilo temeljev. No in Romarji so hodili naprej. Ampak tako pa nobena jed ni dobra, če ni začinjena in nobena zgodba ni dobra, če se klina zaplete. Torej, tudi tukaj se nekaj zapletlo. In sicer 3 leta in pol kasneje se je ta hišica in enkrat ni bilo več in hkrati se je pa videli v Loretu, v Italiji, kjer se je še danes. In torej, kako si pa pojasnim to, da je hišica prišla iz Nazareta na Mersat in kasneje v Loreto. Že od začetka se je pojavila razlaga, da so to hišico prinesli angeli na svojih rokah, sem na Mersat in kasneje leta, pol kasneje v Loreto. Bolj zgodovinska razlaga pa je, da so jo prinesli menihi, ki so iz svete dežele prinašali relikvije, ki so jih reševali pred upadom muslimanov. In sicer prav v tistih letih, istega leta, kot je prišla na Mersat, je v sveti deželi padlo zadnje oporišče križarjev Akra in tega istega leta je zelo logično, da so prihajali menihi, ki so nosili sabo relikvije in jih prinašali na zahod. Ena druga razlaga pa je, nekaj drugi govorijo, da bi to lahko bili grofi, francoski grofje na Žulici, ki so živeli v Italiji in so imeli tukaj svoje posestvo. Ime Anžu pa spominja na angele, spominja
nikoli ne moramo tega do konca objasniti. Zaradi tega, ker so ljudje, ko so videli hišico, so opazili, da ima noter malto, ki je bila slabše kakovosti, ko se je vam uporabljala. Malta, ko se je uporabljala v Sveti deželi v prvem stoletju. In če bi jo prinesli bodi si anžuvici, bodi si menihi, bi jo prinesli kamen po kamnu in že spet zgradili. Ampak do tega ni prišlo, ker je bila zgrajena z malto iz Svete dežele. Tako da to ostaje zavito iz iskrenosti. Dobro. Po Sveti maši smo šli okoli Marijinega oltarja in zagledali smo neko sliko. Pravzaprav ne gre za sliko, gre za ikono. Tukaj ni bilo hišice. Romarji, ki so se sam zdrinjali, pa so se odločili, da bodo šli v Loreto. In res, leta 1367 so Romani in lahko si predstavljamo, niso bili ravno srečni. In to je opazil papež Urban V. in jih je želel potoložiti. In tako jim je podaril to ikono iz legenda. Ustno izročilo pravi, da je naslikal sveti evangelist Luka. Zakaj sveti evangelist Luka? Zato, ker v svojem evangeliju najlepše, najbolj slikovito opiše Marijino delovanje in Marijin slavospev in tako naprej. In že takrat je ta ikona slovela kot čudodelna. Res je zelo stara. Lahko se zdaj predstavljamo, vidimo, ikona je v treh stolcih. V sredini je Devica Marija z Jezusom, tako smo pozili, da ga hrani. V levom stolcu zgoraj je Angelovo znamenje Mariji, v spodnjem kotu pa so trije svetniki. Gre za svetega Nikolaja, svetega Barbara oziroma Jerneja, rdeč. Zakaj? Učenec, še kaj? Ulupali so ga izkoril. Potem pa sveti Štefan, prvi učenec. Pot vzgore je križanje, v desnem potu spodaj pa so tudi trije svetniki, sveti Peter, sveti Janez Evangelist in sveti Pavel. Opazili smo tudi, da je slika kronana. Torej, tudi pater Pepi je pri predigi omenil, da je slika kronana, da smo to krona naši, da smo mi njena krona. Je pa zelo zanimivo, da je to prva slika, prva podoba ali prvi kip, ki je bil kronan izvan Italije. Prej so kronani samo v mejah Italije. Zdaj pa vprašal, katera je pa druga slika, podoba, ki bi lahko izvan Italije. Jo ve? Tako, Sveta Gora. Bravo. Katera pa tretja? Ne. Tako? Čenska pa prava. Toliko o sami sliki. No, zdaj se bi pa premaknili v kapelo Zavetnih darov, pa bomo še tam še kakšno besedo povedali.